Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo od tega, kako se išče enačbe tangent na eno stožnico. Bomo videli primer krožnice, ker je lažji. Vsekakor to na splošno, ta metoda velja za katerokoli stožnico, ker stožnice so krivulje druge stopnje. Torej, mi, če imamo, zdaj govorimo o krožnici, imamo eno krožnico in eno točko. Skozi to točko gre neskončno premic. Nekatere sečijo krožnico v dveh točkah, nekatere tikajo krožnico v dveh točkah in te so prav tangente, tiste nas zanimajo, nekatere premice pa ne sečijo sploh krožnice. Torej, vse te premice grejo skozi isto točko in imajo samo različne strmine. Torej, mi imamo enačbo krožnice, imamo to točko, tukaj 4 minus 1, splošna enačba premice y je kx plus n, ampak mi bomo postavili pogoj, da ta splošna premica gre skozi točko P. Torej, namesto y in x bomo dali koordinati točke. Namesto y bomo dali minus 1, namesto x bomo dali 4. Tukaj, kaj dobimo? Dobimo, da lahko izrazimo n s k-jem. In torej, ta n, kaj ga postavimo spet sem, v y kx plus n. Torej imamo y kx, potem plus n, torej napišemo minus 4 k minus 1. To je enačba ene splošne premice, ki gre skozi točko P. Jer jasno je odvisna od k-ja, ker k je strmina in so lahko različne strmine tukaj. Torej, kateri je pogoj za to, da bomo dobili prav tangento? Ta splošna premica skozi točko P lahko seče v dveh točkah, v eni, tisto, kar nas zanima, ali v nobeni. Prav ta je pogoj, da mi hočemo, da sečišča te premice z krožnico, da je eno sečišče, ne dve in ne nobeno, prav eno sečišče. Torej, sečišča kako dobimo na splošno? S tem, da postavimo v sistem. Torej, damo v sistem krožnico in to enačbo premice, ki gre skozi P. Torej, tukaj imamo že izražen y, torej y damo sem in damo sem. Torej damo noter v izraz in sedaj tukaj moramo to, torej to bo enačba druge stopnje v x-u in mi bomo hoteli postaviti pogoj, da ta enačba ima eno samo rešitev. Vsekakor prej nekaj obdelamo, torej tukaj pazimo, da imamo kvadrat trinoma. Kvadrat trinoma se izračuna tako, da prvi člen na drugo, drugi člen na drugo, tretji člen na drugo, potem 2 krat prvi krat drugi, 2 krat prvi krat tretji in 2 krat drugi krat tretji. Potem tukaj enostavno množimo minus 8 s tem oklepajem. Tukaj se zdi kaotično, ampak, kot sem komaj rekel, moramo razumeti, da to je enačba v x-u, enačba druge stopnje v x-u. Torej, prav uredimo glede na x. Imamo člene druge stopnje, člene, kjer je x na drugo, člene, kjer je x, in potem še nekatere druge člene. In torej, to prav uredimo, da je nekaj krat x na drugo, nekaj krat x, in potem še tisto, kar ostane. To je enačba druge stopnje. Kako bomo postavili pogoj, da ima eno samo rešitev? Tako, da diskriminanta delta je enaka nič. Zakaj? Ker v formuli imamo plus ali minus koren od diskriminante. In če diskriminanta velja nič, koren od nič je nič, torej imamo plus ali minus nič. Torej imamo eno samo rešitev, ne prijeta dve. Torej postavimo, da diskriminanta je enaka nič. B na drugo minus 4c je enako nič. A je ta, B je ta, C je ta. Zdaj tukaj v B-ju sem izpostavil ta minus, ker saj, ko damo B na drugo, ta minus ga lahko upoštevam, ker itak, ko gre na drugo, postane plus. Tako je bolj enostavno. Torej imam to na drugo, minus 4AC. Sedaj to je enačba, ki vsebuje samo K. Torej, tukaj izračunamo kvadrat binoma, tukaj zaenkrat minus 4 ga pustimo zunaj, množimo te oklepaje, potem množimo še notri minus 4. Na splošno se bodo zmeri črtali, črta je četrta in tretja potenca. In dobimo na splošno enačbo druge stopnje v k-ju.
Tukaj, ker imamo 36, 160, se nas peče deliti 4, tako imamo manjše koeficijente. Na splošno bojna, katerakoli enačba druge stopnje, ki jo bomo rešili s formulo. Tukaj v tem primeru je enačba, kjer manjka en člen, torej jo rešimo bolj na hitro in enostavno izpostavimo k. Dobimo dve vrednosti, k1 je nič in k2 je 40 devetin. To postavimo sem, mi smo dali v sistem krožnico in to y kx minus 4 k minus 1. Torej, enkrat damo vrednost nič noter in enkrat damo vrednost 40 devetin. In dobimo tako dve enačbi tangent. Y enako minus 1 in y je 40 devetin x minus 169 devetin. Ja, torej, in ta metoda jasno deluje z eno katerokoli stožnico, ker so krivulje druge stopnje in torej se lahko naredi to, da postavimo, da diskriminanta je enaka nič. Tukaj bo ena enačba druge stopnje v x-u. Sedaj moramo paziti na eno stvar. Se lahko zgodi, ko to rešujemo, da tukaj pride za k enačba prve stopnje in dobimo samo en k. In eden se lahko vprašaš, če ta je zunanja točka, kako je mogoče, da dobimo eno samo tangento? To se zgodi, prav v tem primeru sem tukaj narisal. Ko ena od dveh tangent je navpična. V tistem primeru vi dobite samo s to poševno tangento, s to navpično je ne dobite s to metodo. In zakaj? Kako je mogoče? Ker mi smo napisali splošno, torej, ker navpične premice imajo neskončno strmino. Mi na splošno smo napisali premico y kx plus n, ampak s to obliko y kx plus n ne moremo ponazoriti navpičnih premic, ker imajo k strmino neskončno. Torej, v bistvu, ko smo dali v sistem, nismo upoštevali tistih, ki so navpične. Jih nismo sploh dali noter, ampak ko vidimo to, tukaj, če točka bi bila, na primer, 5, 7, katero enačbo ima ta navpična premica? Ima enačbo x enako 5. Se lahko zgodi, da dobimo samo tangento tudi, ko točka P je na krožnici. Ampak tisto lahko zlahka preverimo, lahko postavimo koordinate točke v enačbo krožnice in vidimo, če velja enačba. In drugi primer vaje je, da iščemo zmeraj tangente, ampak ne, ki grejo skozi eno točko, ampak ki so usporedne eni premici. Ali pa isto, kot reči, kjer poznamo strmino. Mi znamo, kolikšna je strmina tangente in iščemo, katere so enačbe tangent. Tukaj sta dve, tikata, tukaj druge premice sečijo krožno dve točke, tukaj ne sečijo sploh. Torej, splošna premica y kx plus n. V tem primeru je znana strmina. Na primer, recimo, da strmina je 2, da k je 2, torej bomo stavili to vrednost sem, torej bomo napisali y je 2x plus n. To je splošna premica, ki ima strmino 2. Je ena od teh. In potem to damo v sistem s krožnico. Skakor vse to, kot sem rekel, velja na splošno za stožnice. Ja, tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.